Lepo pozdravljeni! V tem videoposnetku vam bom pokazala, kako uporabiti 3D elemente iz galerije. Galerijo najdete v stranski orodni vrstici pod drugo ikonico. Galerija je sestavljena iz večjih podmap, tako tudi iz vaših lastnih vsebin, osnov galerije in tako naprej. 3D elemente pa najdete v mapici Lesson Activity Examples. Ko pritisnete nanjo, se vam pojavijo ti 4 zavihki, torej te 4 vrste datotek, več predstavnostni elementi, 3D predmeti in datoteka in strani notebook ter slike. Izberete 3D predmete. Zdaj teh 11 predmetov je že vstavljenih v galeriji z namestitvijo notebooka, več pa jih lahko najdete, če se vrnem na prejšnjo spletno stran, tako na spletni stran Smart Exchange, lahko si jih prenesete iz spletne strani 3D Warenhouse, torej iz Googlove spletne strani, ali jih sami narišete in jih shranite v format kolada, 3D objekt ali pa FBX. Tako kot sem rekla, jih najdete tudi na spletni strani iUčitelj, pritisnete sem, prenesete gradivo, odprete v prenosih, nato vam odpre Smart Notebook datoteko, meni še jo odpira in potem se vam samodejno shrani v galerijo. Zdaj, ko si vi, se bom dodala novo stran, ko si vi na stran prenesete 3D element, ga lahko obračate za 360 stopinj kamorkoli in prikazujete dele tega 3D elementa. Lahko ga na ta način prestavljamo in lahko ga na ta način prestavljamo ali pa v vse strani. Zdaj 3D elementom je mogoče dodati tudi oznako. 3D elementu lahko dodate tudi oznako. To naredite tako, da na element pritisnete z levim miškinim gumbom, nato pa z desnim. Pritisnete dodaj oznako in pa se vam na mestu, kjer ste to dodali, tudi sama oznaka doda, lahko jo tudi postavite kamorkoli. Nato pa tudi lahko pišete karkoli želite. Da dodate novo oznako, znova pritisnete na predmet, dodaj oznako, recimo pestič, in potem, ko predmet obračate, se vam tudi te oznake premikajo. Prav tako pa lahko 3D elementu dodate 3D sceno, pomeni, da kako se vam tale lik, nastavite, kako se vam tale lik obrača. In ko imate to seveda nastavljeno, se vam potem, ko se odpre stran, tale 3D element zavrti. To je vse. Hvala za